Tako, bomo kar začeli. Moje ime je Lidija Mancini Bolka. Moje zadolžitve so, da se ukvarjam z izobraževanjem uporabnikov in z iskanjem zahtevnejših informacij. Ravno tako želim našim uporabnikom tudi pomagati, kadar imajo kakšne večje, zahtevnejše stvari, kadar so pa kakšne manjše, pa se lahko obrnete na naše kolege na oddelku na izposoji. Kot sem že prej rekla, če imate kakršnokoli vprašanje vmes med prezentacijo, me prosim vprašajte v chat, na koncu bo pa čas za vprašanja in vam bom poskušala po najboljših močeh odgovoriti na vse, kar vas bo zanimalo. Začeli bomo s spletno stranjo Centralne ekonomske knjižnice, kjer vam bom pokazala, kako dostopati oziroma katere stvari so zanimive pri oddaljenem dostopu. Še posebej je to pomembno v tem času, ko je knjižnica fizično zaprta, imamo pa kar precej knjig, ki so dostopne in ostalih informacij oziroma člankov knjig in revij, do katerih lahko dostopate od doma. Osnovni, kjer lahko dostopamo, prva točka je digitalna knjižnica, kliknemo in se nam odprejo nekaj oken, predvsem se bomo posvetili prvim trim, elektronske knjige, podatkovne zbirke in e-revije. O elektronskih knjigah smo nekaj slišali že včeraj, samo na hitro vam pokažem, katere knjige imamo. Imamo knjige EBSCO kolekcije, e-book Academic Collection, ponudnika EBSCO, potem ProQuest e-book Central. Te dve zbirki sta predvsem delujeta na podoben način kot knjižnica, lahko jih berete online, lahko si jih tudi naložite na vaše naprave in si jih izposodite. V tem primeru podatkovnih podatkov ne potrebujete imeti vključenih, za razliko od OECD knjižnice in Science Directa in Springer Linka, ki pa te možnosti, da bi si naložili knjige na vaše naprave, ne omogočata. V obeh primerih, ProQuest in e-book knjige, si sami izberete, za koliko časa si želite knjigo izposoditi, je pa maksimalno 2 oziroma 3 tedne. In potem knjiga ni več dostopna za vas, enostavno ne morete dostopati do nje, lahko si jo pa ponovno izposodite ali jo berete online. Druga stvar, ki si jo bomo posvetili, so podatkovne zbirke. Podatkovne zbirke, tukaj zgoraj imamo legendo, ki nam pokaže, kako lahko dostopate. V našem primeru je pomembna samo ta tretja, uporaba je mogoča tudi od doma, to je tale hišica in samo tiste stvari, ki imajo to hišico, so dostopne za naše uporabnike od doma. To se pravi, oddaljen dostop je samo v tem primeru. Malo se bomo sprehodili po teh podatkovnih zbirkah. Bonitete regije je podobna stvar kot GVIN, tudi isti ponudnik. Pri tem, da je GVIN se osredotoča na Slovenijo, je portal slovenski podjetja, kako poslujejo finančni podatki in tudi bonitete. Medtem ko bonitete regije so pa posvečene trgom bivše Jugoslavije, to se pravi Hrvaška, Srbija in Bosna in Hercegovina. Naslednja podatkovna zbirka, ki je zelo velika in zelo obsežna, je EBSCO Host, obsega knjige in revije in članke z vseh področji. Znotraj te je tudi EconLit with full text. EconLit je samo ekonomska podatkovna zbirka. Potem naslednja je Emerald, ki je predvsem trženje in management. Fitch Connect ima posebne privilegije oziroma je dostopna samo, če se predtem prijavite in vam kolegica odobri dostop. O GVIN-u sem že omenila. JSTOR
je starejša podatkovna zbirka oziroma podatkovna zbirka, ki je na nek način arhivska. Ravno tako OECD je tudi zbirka. Pri OECD-ju je ena posebnost, večinoma vse publikacije so samo za brati, ne morete si jih naložiti na računalnik oziroma odpreti v PDF formatu. Potem je Passport, ki je trženjska, ProQuest Business Premium Collection je podobno kot EBSCO, zelo široka podatkovna zbirka, ki je dostopna, ki pokriva vsa področja. Potem imamo ProQuest dizertacije, ki za vsega sveta, večinoma so dostopne s polnimi besedili ali samo omejeno 12 strani, 24 strani, odvisno od ponudnika in potem, če želite v celoti, je pa potrebno plačati. Zdaj vam bom pokazala še, kako, na kakšen način lahko dostopate od doma. Šli bomo kar preko EBSCO. V bistvu bi me moral vprašati, če se prijavim, pa me zdaj ne vpraša. Izberete vse zbirke, greste naprej ali izberete samo posamezno zbirko. Pri tem bi vas rada samo na eno stvar opozorila. Zelo pomembno je, da izberete celotno besedilo in strokovne revije. Zakaj strokovne revije? To so revije, ki so recenzirane in pomeni, da so revije, ki štejejo in ki so pomembne za vaše podatkovne zbirke. Tako, to bi bilo glede podatkovnih zbirk. Če imate še kakšne stvari, zdaj verjetno zaenkrat bomo končali pri tem. Če imate kakršnekoli stvari, me lahko vprašate. Tako da bom še enkrat poskusila vam pokazati, na kakšen način lahko dostopate do podatkovnih zbirk. Samo malo majčkeno, da zaprem vse tele stvari in odprem na novo. In bomo poskusili, če bo zdaj delovalo. Tako. Tako, ponovno vam kažem na zaslonu, kako sem se prijavila. Prijavila sem se kot gost, ker tudi vi boste tako na vaših napravah se iskali. Vpisala bom Centralna ekonomska knjižnica. Mislim, da bo dovolj. Tako. Ponovno se bomo poskušali prijaviti, tokrat bomo izbrali neko drugo podatkovno zbirko, recimo Emerald. Tako, izberete našo knjižnico, Ekonomska fakulteta, Centralna ekonomska knjižnica. Vpisala bom geslo nekega našega, ne geslo, uporabniško ime. Geslo, vaše uporabniško ime je vaša vpisna številka. Se bomo prijavili, jaz sem vpisala drugo geslo in drugo uporabniško ime in zdaj smo prišli in tako zdaj smo znotraj našega Emeralda, in kjer lahko iščete s ključnimi besedami in poiščete karkoli vas zanima. Tako, to je zdaj vse.